podpisali pogodbo za največji infrastrukturni objekt v državi, dan brez avtomobila v številnih mestih. Demenca, sodobna globalna bolezen. Lepo pozdravljeni. Danes so v Brežicah podpisali pogodbo za gradnjo akumulacijskega bazena Brežiške elektrarne 4. v spodnjesavski verigi. Dela začnejo jutri, saj imajo za dokončanje na voljo le 15 mesecev. Skupna vrednost projekta je 65 milijonov evrov, današnja pogodba pa zajema dela v vrednosti 4,5 milijona evrov. Brežiška akumulacija bo obsegala dobrih 300 hektarjev vodne površine in bo z 20 milijoni kubičnih metrov vode velika kot Blejsko jezero. S to ureditvijo bodo delno zagotovili poplavno varnost ob Krki in na Brežiškem polju. Mi moramo vedeti, da se bodo gradili še visokovodni nasipi ob obeh brežinah, ki bodo visoki lahko od 9, tam nekje 12 metrov, da gre za te nasipe v dolžini med Brežicami in Krškim in obeh straneh, to je cirka 16 km, da gre za takšen vodno-gospodarski objekt, ki je, bom rekel, v zadnjih letih, desetletjih največji v Sloveniji. Denar za celotno vrednost bazena bo zagotovljen v naslednjih 2 letih, je zatrdila ministrica za okolje in prostor. Vlada je v predlogu proračuna za leto 2016 in 2017 za izgradnjo akumulacijskega jezu hidroelektrarne Brežice zagotovila 31 oziroma 33 milijonov evrov. V naslednjih letih bo potrebno zagotoviti še vsa dodatna sredstva za dokončanje te investicije. Podjetje Riko je prav za ta posel navezalo sodelovanje z zagrebškim podjetjem Viadukt, vendar obljubljajo delo tudi posavskim gradbincem. Pri delu bomo vključevali lokalno komponento, lokalna podjetja, tako da sem prepričan, da se po teh 2 letih, kolikor je rok izvedbe, Brežice ne bodo samo energetsko okrepile, ampak tudi podjetniško. Vaša podjetja bodo zagotovo bolj zaposlovala. Tega se veselijo tudi posavski župani, ki so prisostvovali podpisu pogodbe. Prvi mož Brežic upa, da se bo čim prej začela še gradnja Mokriške elektrarne. Za Mokrice tečejo ustrezne aktivnosti, v Brežicah pa je stavba elektrarne skoraj končana in pripravljena za namestitev opreme, je povedal direktor HES-a. Konec letošnjega leta začnemo z montažo, se pravi gradbeni del bo večinoma narejen do konca letošnjega leta. Potem pa v letu 2016 poteka montaža vse do konca leta, kjer je predviden potem že prvi natok z vodo, nekje v decembru mesecu, skratka, da se že zavrti prva turbina. Brežiška elektrarna je drugačna od prvih 3 v verigi, saj je postavljena na nasprotni breg reke. Turbine pa bo poganjalo 3,5 milijona kubičnih metrov vode. Energetski del bo stal 118, urejanje vse infrastrukture po državnem prostorskem načrtu, vključno z akumulacijskim bazenom, pa 156 milijonov evrov. Opustite preveliko odvisnost od avtomobila in spremenite svoje življenjske navade. Odločite se za hojo ali kolesarjenje. To je poziv ob Evropskem tednu mobilnosti in še posebej današnjem dnevu brez avtomobila, ki so ga v mnogih mestih, tudi v središču Novega mesta, popestrili številnimi dejavnostmi. Tam je bila tudi naša novinarka Vesna Lakner-Sofrič. Čeprav je bil glavni trg danes zaprt za promet, pa to ne pomeni, da je sameval. Popestrili so ga namreč otroški vrvež in številne ustvarjalne delavnice. Poleg tega so se otroci pomerili v športnih igrah, se vozili s poganjavčki, spoznavali pravila v cestnem prometu in izdelovali ekomobil iz kartona. Sestavljamo avto in tekmujemo za nagrado. Zelo moraš paziti, kako greš čez cesto in kako si daš čelado gor. Danes smo prišli na glavni trg zaradi tega, ker nameravamo izdelavati veliko različnih stvari, se kaj naučiti. Prometne površine so bile namenjene drugim dejavnostim. Najprej smo povabili seveda vse otroke, osnovnošolce, vrtičkarje, tudi srednješolce, ker se nam zdi, da oni nekako najlažje, bi rekla, vplivajo tudi na svoje starše, ker mi smo tisti, ki imamo neke svoje navade, ki uporabljamo avtomobile prekomerno, več kot bi bilo potrebno. Predstavile so se različne organizacije in društva. Mi v bistvu smo tekmovalen klub.
Hkrati smo pa tudi družbeno odgovoren klub, ker želimo čim več otrok vklopiti v to, da se naučijo s kolesom voziti, da se naučijo varno v prometu voziti. Vsi so izpostavljali pomen telesne dejavnosti za naše zdravje, že v zgodnji mladosti. Prav zato smo se odločili, da pripravimo poligon aktivnosti, skozi katerega bomo spustili otroke in jih s tem spodbujali k čim bolj normalni telesni dejavnosti. Novomeška občina je sicer že 14. leto ob dnevu brez avtomobila zaprla zgornji del mestnega trga za promet. V Mokronogu pa vse kaže, da bodo ostali brez 4 prehodov za pešce na državni cesti. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo namreč pravijo, da so zgrajeni na črno, pojasnjuje župan Anton Mavar. Leta 2007 so namenu predali obnovljeno trško jedro, skozi katerega poteka državna cesta, na kateri so uredili 4 prehode za pešce. Enega pri pokopališču, drugega pri gostilni del, tretjega pri mesarstvu Cvetan in 4. pri stari pošti. Slednjega vzdrževalec ceste ni obnovil že 2 leti, ker zato niso imeli naloga. Zato so letos na občini Direkcijo za infrastrukturo pozvali, da ga uredi. Odzvali so se pa tako, da so poslali svojega pooblaščenca ali pregledovalca ali preglednika državnih cest na licu mesta. Ta pa je ugotovil, da so vsi 4 prehodi, kot sem dejal, neskladni z državnimi predpisi. Sočasno je direkcija vzdrževalcu ceste naložila odstranitev prehodov, dodaja župan. Enega že itak niso zarisali, so pobrali samo te drogove in table. Ta drugega, dol pri mesarstvu Cvetan, so ga pa zreskali, odstranili in tudi odstranili te vertikalne označbe. Za ostala 2 prehoda so se dogovorili, da bosta ostala v veljavi do ureditve križišča. Da bi zagotovili prometno varnost za pešce v trškem jedru, pa je v igri zamisel, da se samo trško jedro med cerkvijo in pošto, ta staro, na eni strani, in pa na ta severnih trških vratih, če rečem pri mesarstvu Mokronog, da se to omeji in zavaruje s cono 30. Trenutno pridobivajo ponudbe za izdelavo elaborata, sicer pa je ta čas pestro v križišču, kjer potekajo arheološke raziskave pred nadaljevanjem urejanja križišča. Pod sloganom Ne pozabi so včeraj v več slovenskih krajih obeležili svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši razlog za demenco, globalno bolezen 21. stoletja, ki je v velikem porastu, tudi v Sloveniji. Do leta 2050 se bo število ljudi, ki živijo z demenco, več kot potrojilo, kar pomeni, da bo imelo to bolezen okoli 130 milijonov ljudi na svetu, v Sloveniji pa okoli 100 tisoč, so poudarili na včerajšnjem sprehodu za spomin, ki ga je v Metliki pripravila Regratova Lučka, skupina za samopomoč, ki tam že 7 let deluje pod okriljem slovenskega združenja Spominčica. Glavni cilj skupine za samopomoč je pomagati svojcem, predvsem svojcem ljudi z demenco, ker ta bolezen zahteva 24-urno skrb. Svojci ponavadi pregorijo. Demenca žal ni ozdravljiva bolezen, napreduje in sčasoma pride do te faze, da osebe z demenco niso več sposobne živeti v domačem okolju, ker potrebujejo drugačno obravnavo in potrebujejo stalen nadzor. Da je takšnih ljudi vedno več, priča tudi podatek, da je pred letom dni odprta dislocirana enota Metliškega doma starejših občanov, namenjena dementnim starostnikom, skoraj polno zasedena. Ker pa se o demenci še vedno premalo govori, so želeli včerajšnjim sprehodom za spomin prispevati k osveščanju in informiranju ljudi. Zdravila za samo demenco ni, vendar pa obstajajo zdravila, ki upočasnijo potek bolezni in ki jih predpiše psihiater. Zato je pomembno čim prej spoznati simptome bolezni, pravi Muhičeva. K temu lahko pripomore tudi strokovna literatura, ki so jo nabavili v Metliški Regratovi Lučki in postavili na posebno knjižno polico ter ob tem poudarili, da želijo pomagati vsem, ki potrebujejo njihovo pomoč.
Odkrili pa so tudi razstavo del njihove članice Dušice Guštin, ki v sebi nosi globoko simboliko, primerno prav za včerajšnji svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Dnevi evropske kulturne dediščine letos obeležujejo 25 let neprekinjene dejavnosti v Sloveniji. Njihova rdeča nit so tokrat praznovanja. Septembra se bo po vsej državi zvrstilo kar 400 dogodkov, posvečenih kulturni dediščini in širjenju znanja o njej. Dnevi evropske kulturne dediščine se začenjajo v petek opoldne v vseh mestih članicah Združenja zgodovinskih mest Slovenije, tudi v Novem mestu, Žužemberku in Kostanjevici na Krki. Ne gre več za projekt, ampak gre za tako rekoč za gibanje. Cilj vseh teh je seveda druženje, potem povezovanje, potem izmenjava dobrih praks. Za Novo mesto, ki letos obeležuje 650-letnico, je osrednja tema praznovanja kot naročena. Mi bomo seveda to dali glavni poudarek temu dogajanju v mestnem jedru, kjer bomo že ob 12. začeli z nastopi novomeških vrtcev, preko 500 otrok bo živelo to naše mestno središče. Potem bomo nadaljevali tudi z otvoritvami razstav. Med drugim o 85-letnici predšolske vzgoje. Večer pa bo popestrila druga noč nakupov. V Žužemberku bodo predstavili poroke naših babic in dedkov. Vse od prihoda, kako ženi in seveda se svati pride po nevesto, kako je vse to dogajanje in nazadnje seveda tudi prevoz ženina neveste, prevoz bale tudi. Kostanjeviška občina je članica združenja od leta 2012 in odtlej sodeluje v dneh evropske kulturne dediščine. Pri nas se bodo ti dnevi resnično odvijali 7 dni do 2. oktobra, ko bomo imeli zaključno prireditev, ker bomo dejansko predstavili vse, kar bomo s našimi učenci počeli v tem tednu. Zaključek te glavne prireditve bo v nedeljo v galeriji Božidarja Jakca, 20-letnica praznovanja aktiva kmečkih žena. Praznovanja bodo v sklopu omenjenih dni obsegala življenjske, letne in delovne šege ter navade. Športna dvorana Marof je bila nekoč sinonim za uspehe novomeških košarkarjev. Na močnem pripravljalnem turnirju za pokal Novega mesta so se v prvem domu košarkarjev Krke poleg domačinov pomerili še zagrebška Cedevita, domžalski Helios in Igokeja iz Aleksandrovca. Domačemu občinstvu se nova ekipa Krke prvič predstavila na polfinalni tekmi proti Igokeji, kjer so obe ekipi od samega začetka prikazali izjemno borbeno igro. Novomeščani pa so na koncu zanesljivo slavili s 74 proti 58. Tekmi smo že od samega začetka odprli ostro, rekli smo si, da moramo igrati dobro obrambo in smo že praktično v prvem polčasu naredili to razliko, mislim, 20 točk in smo to držali do konca nekaj. Vmes so se oni malo približali, nam je 10 pik, ampak smo imeli tekmo pod kontrolo. Veliko novih igralcev v Krkinem moštvu pa je hitro prevzelo filozofijo igre novega trenerja. Na koncu ste prišli še Dimic in Sinovic, tako da verjetno boste še rabila par dni oziroma tednov, da se uigrata, tako kot smo že ostali v igranji, ampak jaz mislim, da je novo problemov. Mislim, da imamo dobro ekipo, pozitivno mislimo, tako da mislim, da bo dobro sezono. Zadnji novinec v moštvu je 27-letni srbski branilec Stefan Sinovec, ki se lani izkazal v skopskem MZT-ju in madžarskem Solnokiju. To je iskusan igrač koji je odličan šuter, dobar napadač, agresivan obrambeni igrač, tako da mislim da će nam biti dati dimenziju više. V finalu pokala Novega mesta sta se pomerila novomeška Krka in zagrebška Cedevita. S 65 proti 58 je slavilo evroligaško moštvo iz Zagreba, vendar so se Dolenjci zopet predstavili v pozitivni luči in tako napovedali dobro sezono, ki je tik pred vrati. Tudi vam želimo čim več takšnih ali drugačnih zmag. Hvala za pozornost in nasvidenje.